Dober dan, to je NN Studio. Kljub temu, da vlada sklepa dogovore s sindikati v javnem sektorju in zvišuje plače, se nezadovoljstvo stopnjuje in sproža nove in nove zahteve. Tudi gospodarstvo je kljub pomoči v energetski krizi vse bolj glasno, tudi na račun občutno višje minimalne plače. Sprašujejo se, kdo bo vse to plačal, enako opozarja Fiskalni svet. Seveda, javne izdatke bo kot vedno plačal proračun, a kako ga bomo v teh negotovih časih polnili? Z zadolževanjem ali pa si bo država vzela več davkov? Če da, kje in kako bo to vplivalo na konkurenčnost našega gospodarstva? V studiu prav lepo pozdravljam današnja gosta, gospod Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance. Dober dan. Zdravljeni. In gospa Petra Jovančič, izvršna direktorica Združenja Menedžer. Dobrodošli. Dober dan. Če začneva midva, gospa Jovančič, finančni minister Klemen Boštjančič je že lani na zaslišanju na odboru v parlamentu dejal, da višja poraba da, ampak izključno na ukrepih z merljivimi učinki, ki na dolgi rok ne bodo negativno vplivali na javne finance. Vas torej ob vseh teh dvigih, ki jih spremljamo, najbolj skrbi to, da morda ne bo merljivih učinkov, denimo v zasebnem sektorju avtomatskega napredovanja ni. Ja, verjamem, da je imel gospod minister najboljše namene, ko je to izjavil, ampak trenutna situacija pa kaže malce drugačno sliko. Trenutno spremljamo zelo velik pritisk na javne finance z vseh ozirov. Mi se zavedamo, da v Sloveniji imamo trenutno kar veliko pomanjkanja kadrov, tako v gospodarstvu, kot tudi v javnem sektorju. To zdaj občutimo in pri zdravnikih in pri šolnikih. In seveda so tudi pogajalske moči na tej strani potem večje in so začeli prihajati razni apetiti, ki jih pa rešujemo precej parcialno. Če se vrnemo nazaj, recimo enih 15 let, ko je bila vpeljana približno takrat Virantova reforma in enotni plačni sistem v javnem sektorju, je bil takrat vpeljan z namenom. Če se boste spomnili, bilo takrat veliko raznih ekscesov, brali smo o raznih plačah v medijih in je bilo treba vse skupaj spraviti na en skupen imenovalec. Seveda je bil problem potem tega sistema, da se ni posodabljal, da se ni nadgrajeval, ampak so se ves ta čas parcialno reševale zadeve glede na pritiske interesnih skupin. In zdaj v taki situaciji pomanjkanja kadrov in vseh ostalih izzivov, ki so, je logično, da je to zdaj postala neka spirala. Poslušamo, da so tudi, cariniki napovedali, davčni inšpektori, danes beremo o županih, ni za zanemariti, kar je velik pritisk na javnofinančno sliko, tudi napovedan shod upokojencev. Mislim, da ima vlada zelo težek izziv, da bi morala pravzaprav ta plačni sistem naslavljati zelo celovito in se pri tem vprašati tudi, kaj bodo učinki, ne samo, da se nek denar daje, ampak tudi, kaj bomo optimizirali, bomo delali kaj na vitki državi, kaj bo boljše za uporabnike. Trenutno je situacija taka, tudi da ne deluje, kot da je Ministrstvo za finance zelo aktivno vključeno. Bom mogoče malo anekdotično, ampak deluje, kot da je šel minister za finance na dopust, blagajna je pa odprta. To zagotovo za javne finance ne more biti dobro. Gospod Božič, kako odgovarjate? Je šel minister za finance na dopust, blagajna pa odprta? Mislim, da s tem se zagotovo ne bi strinjal, lahko vas pomirim, da minister je tukaj, dela, v bistvu s celotno ekipo delamo na tem, redno spremljamo te zadeve, se tudi srečujemo, gledamo preračune. Je res sicer, da je to vprašanje, ki ste ga postavili nekako bliže Ministrstvu za javno upravo, ki skrbi za ta plačni sistem, tudi predvideva, lahko rečemo temu, prenovo sistema, posodobitev, naslovitev teh anomalij. Nekaj so v lanskem letu naslovili, začeli so pa seveda tudi reševati za naprej. Zdaj, kakšni bojo gabariti tega, še ni točno jasno, tudi ne zaradi tega, ker oni ne bi vedeli, ampak zaradi tega, ker je treba določene odločitve preprosto sprejeti predtem in v okviru tega tudi naprej. Zdaj smo v časih neke povečane inflacije, v takem času se vedno pritiski znatno povečajo in vsaka sprememba, ki se zgodi v sistemu, toliko bolj vpliva na to, na neke dodatne zahteve in tako naprej. Jaz upam, da bodo tudi, se pravi, to je pa zdaj stvar vseh nas, se pravi, celotne vlade, ministra za finance, ministra za javno upravo, z vsemi temi vodili, se pravi, dialog, da se potem nekako omogoči, da pride do tiste, lahko rečemo temu, neke katarze, ko se sistem postavi na neke prenovljene temelje, kar seveda tudi na Ministrstvu za finance pričakujemo. Ampak, ko omenjate dialog, ali drži, da za ta dodatek v pravosodju v višini 600 evrov bruto, ki ga je na občnem zboru sodniškega društva kot nekakšen happy end napovedal kar premier Golob, da na finančnem ministrstvu za to niste vedeli oziroma da ni bil usklajen, to drži? Kot so moje informacije, se pravi, Ministrstvo za finance je vedno vključeno v te debate. Tukaj treba povedati, se pravi, da
glavnino vodi, kar se tiče pogajanj in premikov, Ministrstvo za javno upravo. Seveda imamo tudi prvega ministra in v tem trikotniku ali pa lahko tudi večkotniku morajo biti zadeve vedno usklajene. So bi tokrat bile potem ali ne? Zato vam pa težko odgovorim. Dobro, ste kar veliko povedali s tem. Poglejmo, kaj je o finančnih učinkih vseh teh dvigov danes povedala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Finančni učinek je bil predviden, komuniciran večkrat, je vse v okviru 611 milijonov. Takrat smo rekli regres, malica, usklajevanje vrednosti plačnih razredov, en plačni razred, torej tisto z omejitvami, kdo vse je do njega upravičen, in realizacija v preteklosti sklenjenih dogovorov, kjer smo na Ministrstvu za javno upravo v bistvu nekako predvidevali, koliko bi to lahko na koncu tudi stalo. To je bilo sindikatom povedano, predstavljeno, tudi zelo jasno komunicirano, da v letih 2022 in 2023 predstavlja to, da več kot toliko si država v tem trenutku ne more privoščiti in denarja za javni sektor v letih 2022 in 2023 več kot toliko ne more biti. Torej, to je rekla ministrica gospod Božič. Koliko od teh 611 milijonov je torej v tem trenutku že porabljenih, koliko manevrskega prostora sploh še vlada tu torej ima, glede na to, da se zahteve te zdaj kopičijo praktično že vsakodnevno? Zdaj, če bi želeli točen odgovor, bi verjetno mogli imeti tukaj ekipo, ki je na Ministrstvu za finance tudi se ukvarja s pogajanji, ki ima te številke ne samo v glavi, tudi na papirjih. Moje pristojnosti so vezane na davčni sistem, preprečevanje pranja denarja, se pravi plačilni sistem. Tako da to vam težko podrobno odgovorim, ampak v okvirih teh, kot se pravi je ministrica povedala, običajno, se pravi na vladni ravni so te stvari usklajene. Ja, tu je nekaj številk sporočil tudi že Fiskalni svet pod vodstvom gospoda Kračuna, torej za plače 4,2 milijarde za plače v javnem sektorju, kar je 300 milijonov več kot lani, decembrski dogovor v zdravstvu 40 milijonov, mladi raziskovalci in vzgoja 18 milijonov, pravosodje 9 milijonov, primanjkljaj letos 3,3 milijarde, kar je med višjimi v Evropski uniji, ob čemer je zadolževanje v bistvu tudi še dražje kot prejšnja leta. Jutri bo na Brdu koalicijski vrh, kjer naj bi ministrica Ajanović-Hovnik predstavila tudi načrte sprememb plačnega sistema v javnem sektorju. Velika novost je, da ne bi bile plače odslej vezane na povprečno plačo v zasebnem sektorju. Gospa Juvančič, vi to podpirate? Podrobnosti žal še ne poznamo, to slišim od vas prvič, bomo predvidevam več izvedeli po jutrišnjem koalicijskem vrhu. Je pa na nek način mogoče to neka dobra informacija, ker bo potem tudi celotnemu javnemu sektorju v interesu, da gospodarstvo dobro deluje, da je konkurenčno, da ustvarja dodano vrednost, ker s tem gredo potem seveda tudi plače naprej. Zdaj gospodarska aktivnost se ohlaja, poteka velika bitka za kadre, kar ste že rekli, določenih poklicev delodajalci skoraj ne morejo dobiti. Kako na to vpliva zdaj nedavni dvig minimalne plače v višini 100 evrov neto in katere težave to še prinaša gospodarstvu? Najprej treba eno zadevo povedati. V Združenju Menedžer se vedno zavzemamo za to, da zaposleni za svoje delo dobijo dostojno plačilo. Mi se o tem zelo veliko pogovarjamo, spremljamo dobre primere v našem gospodarstvu in seveda smo vedno zagovornik nekega trajnostnega voditeljstva, ki je že dolgo daleč od neke okoljske problematike, ampak obravnava tudi odnos z ljudmi, spoštovanje do ljudi, zaupanje zaposlenim, ker je to edini način, da praktično podjetja danes lahko konkurenčno in uspešno delujejo, še posebej zaradi kadrovske situacije, o kakršni se pogovarjamo. Je pa tako, eno je določanje minimalne plače administrativno, pri čemer se ne upošteva produktivnosti in pa dodane vrednosti. Mi smo se v Združenju Menedžer s produktivnostjo ogromno ukvarjali. Mi imamo akcijski načrt za večjo družbeno blaginjo in tam smo analizirali našo državo v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo, ki sta nam zelo pomiselnosti blizu. In mi žal produktivnost smo tam nekje na 84% povprečja Evropske unije in to je tam nekje, kot smo bili leta 2008 v času gospodarsko-finančne krize. Zdaj, minimalna plača to seveda prehiteva, pa ne rečem, če bi mi delali na gospodarski dinamiki, na dobro razvitem gospodarstvu, ustrezni razvojni davčni politiki, da bi bilo gospodarstvo konkurenčno, se mogoče sploh ne bi potrebovali toliko pogovarjati o administrativnih ukrepih, ampak o nekih vsebinskih reformah, ki seveda povlečejo
vlečejo tudi finance za sabo in gospodarska dinamika je tista, ki potem sama prinese prilive in v davčno blagajno in potem seveda, kar je tudi bistveno, pokojninsko, zdravstveno in dolgotrajno oskrbo. Mi se moramo zavedati, mi imamo pokojninsko blagajno močno podfinancirano in jo subvencioniramo iz proračuna, 1,2 milijarde, če se ne motim. Zdravstvena blagajna je podfinancirana, kar vidimo tudi zdaj v praksi. Pri dolgotrajni oskrbi pa še nimamo finančnih rešitev. In to so vse zadeve, ki bodo tudi še izziv v prihodnje. In tukaj je Fiskalni svet pravilno upozoril, da je treba izhajati iz tega, kaj si lahko kot država privoščimo in da moramo proračun oblikovati veliko bolj vzdržno. Gospod Božič? Ja, morda prva reč, tale minimalna plača, model, kako se določa, je bila v bistvu postavljena nekako človekocentrično. Se pravi, takrat, ko se je spremenil zakon, šlo se za to, da se ugotovi minimalne življenjske stroške, to poveča za 20% in tam od 20 do 40 se nekako ta minimalna plača določi. Zakaj? Zato, ker tisti, ki dela in dela za poln delovni čas, bi načeloma mogel dostojno živeti brez transferjev. To pri nas ne drži. Se pravi, mi te minimalne plače, ki jih imamo, moramo skrajno močno, lahko rečemo temu, subvencionirati preko raznih socialnih transferjev, olajšav in tako naprej, zato da te ljudje lahko sploh preživijo. In to so ogromne cifre. Se pravi, to ne gre za tiste, ki morda ne morejo delati, gre za tiste, ki dejansko delajo in če jim država ne bi zagotavljala vseh teh transferjev, ne bi mogli preživeti, ta podjetja pa imajo načeloma nižje marže in vprašanje, če bi bila sploh izvozno konkurenčna, če tega država ne bi dala zraven. In tu se zagotovo strinjam, da gre za neko spremembo koncepta. Prva zadeva, ki je tukaj na mestu, se je treba zavedati, kje smo in kaj smo. Ker pogosto se pogovarjamo predvsem o industriji 4.0, industriji 5.0 in tako naprej. In to so tista nekaj odstotkov najbolj propulzivnih podjetij in za ta je treba skrbeti in omogočiti in ta so dejansko dušena v trenutnem sistemu. Je pa tista velika množica, ki je pa, rečemo, tisti slon v sobi, ki se nekako pozabljamo z njim ukvarjati. Tam so največje priložnosti in za rast dodane vrednosti, produktivnosti in tako naprej, pri čemer pa se seveda ugotavlja, da v marsikateri družbi ljudje, ki so morda nižje tudi izobraženi, delodajalci v njih lahko tudi 20, 30, 40 let ne vložijo niti evra. V smislu znanja, v smislu tega, da bi nekdo postal, se pravi, tako odporen, lahko rečemo, na prihodnje izzive, da bi delodajalec postal odporen na prihodnje izzive, da bi lahko neke nove poslovne modele dal, neke nove razvojne projekte dal na mizo, zaradi tega, ker preprosto se je ujel spiralo v tega, da ni usposobil ljudi, da bi lahko ta prehod mu pomagali narediti. In mi bomo mogli tukaj najti neko skupno pot, kako to rešiti, nasloviti, da se te ljudje nekako izvijejo iz nizkih plač, da se ta podjetja izvijejo iz primeža nizke dodane vrednosti in da se država izvije iz teh silnih transferjev, ki jih vsako leto namenja delovno aktivnim. Ne govorimo o tistih, ki, kot sem že prej rekel, ne morejo delati. Gospa Jovančič, kako torej, ali imate pripravljene kakšne rešitve tudi za te težave, torej za to, kako nasloviti slona v sobi, kot mi je rekel gospod Božič? Ja, jaz se v velikem delu kar strinjam, ampak bi pa nekaj dodala. Mi se prepogosto pogovarjamo o izjemah, pa prepogosto razmišljamo z neko miselnostjo industrijske revolucije ali pa tam prehoda iz 19. v 20. stoletje. Mi v Sloveniji imamo krasna podjetja, ki že ustvarjajo visoko dodano vrednost in ki bi lahko ponudila še več. Zato pa rabijo v bistvu spodbudno poslovno gospodarsko okolje. Mi rabimo razvojno davčno politiko, mi nujno potrebujemo domače izobražene talente, kadre pri nas, da nam ne odhajajo v tujino. Mi nujno potrebujemo tudi tuje izobražene kadre, da pridejo k nam. Danes na svetovnem globalnem konkurenčnem trgu ne tekmujejo samo podjetja več, ampak države s svojo atraktivnostjo. In Slovenija tukaj mora nasloviti nekaj izzivov. Eno je razvojna davčna politika. Vsem je znano, da gospodarstvo tukaj pač ima drugačne poglede od zadnjih sprememb. Potem druga zadeva, ki je pri nas tudi infrastruktura, ne, z letališčem vred. In še kupica takih zadev. Veliko več moramo narediti in vlagati v to, da bodo ljudje lahko ustvarjalno delali, pa da bomo res v končni fazi tudi pri davčni politiki, če se pogovarjamo o razvojni kapici, za katero si v gospodarstvu že dolga leta prizadevamo. Naj povem, da tukaj sploh ne gre za menedžerske plače, ampak si mi želimo dobro izobražene kadre, razvojno naravnane ljudi, ambiciozne, ki potem nam pomagajo tudi pri oblikovanju novih rešitev, pa če govorimo o digitalizaciji, o zelenem ali čimarkoli, kar bomo kot država počeli, da potegnejo to naprej. Seveda to potem avtomatsko potegne tudi vse ostalo za sabo.
Skratka, jaz se spomnim časov, v 90-ih smo se mi zelo želeli, da bomo med top 20 konkurenčnih držav, ne? Pa smo trenutno na 38. mestu, smo vmes kar precej nazadovali, tako da imamo tukaj nekaj prostora za napredek in zelo veliko tega smo mi v tem akcijskem načrtu, ki sem ga prej omenila, razdelali, predlagali ukrepe. Tudi moram zelo pohvaliti, ker v politiki bil ta akcijski načrt in vsi ti ukrepi vsebinsko zelo dobro sprejet. Mogoče je pa zdaj čas, no, da pa gremo tudi v akcijo z dejanji. Ja, gospod Božič, ali bo država dodatne izpade iz proračuna nadomeščala z višjimi davki? Jutri boste na Brdu predstavili tudi načrte davčne reforme. Kateri so glavni poudarki? Lahko morda že kaj poveste o tem, tudi glede na to, kar pravi gospa Juvančič, da je pač treba gospodarsko okolje narediti bolj konkurenčno. Zdaj, najprej generalno, kar se tiče konkurenčnosti. Če bi šli gledati samo podatke, ki so na razpolago in pogledamo davčno breme, recimo v deležu BDP-ja, v povprečju Evropske unije je to, zadnji podatki so približno 42% BDP-ja. V Sloveniji smo približno 5 odstotnih točk nižje. Ne? Se pravi, ne gre zgolj samo za obseg obremenitve, gre za način obremenitve. In ko pridemo do načina obremenitve, ugotovimo, da vsakič, ko je imel nekdo nekaj časa, če se milo izrazim, ne, je pač posegal v davčno zakonodajo dosti parcialno. Ne? Se pravi, če pogledamo, 2006 je bil sprejet zakon o dohodnini, od takrat je bilo recimo 31 novel sprejetih, to je 2 na leto, potem imamo 17 sklicov na druge zakone, 20 sklicov v drugih zakonih na zakon o dohodnino. Se pravi, mi smo iz tega naredili, oprostite izrazu, eno srače gnezdo. Se pravi, in vedno to gre v ciklih. Zdaj treba priti do tega, da ko se pogovarjamo o prenovi, se sistem, ne bom rekel temu resetira, ampak postavi na tista temeljna načela, ki morajo biti v davkih, se pravi, da se plača po ekonomski moči, da je sistem pregleden, da vsak, ki prime zakon v roke, si je sposoben z recimo neko osnovno izobrazbo razložiti, kaj ta od njega pričakuje in koliko davkov bo na koncu plačan. Že to začne potem dvigovati neko zaupanje v ta davčni sistem. Potem, ko gremo gledati recimo davko dohodka pravnih oseb, tega poberemo med 300 milijoni in 1,5 milijarde. Silovito niha, kar je za javne finance zelo velik izziv, ampak recimo zadnji podatki, tam nekje 350 milijonov evrov je tisto, kar se nekako skozi olajšave spusti, to je razvojna olajšava, investicije se pravi, v osnovna sredstva in tako naprej. Se pravi, to so neki razvojni momenti, kar pa recimo se bomo naslovili, oziroma je cilj, da naslovimo, je pa povezavo horizontalno z drugimi politikami. Ker v eni točki, tudi skozi vsa ta leta, se je povezava med davčno politiko in drugimi politikami zgubila. Se pravi, vsak resor je nekako začel krenil svojo pot, če se tako izrazim. Se pravi, mi se moramo bolj povezati s tem, kar so politike na gospodarskem področju, s tem, kar so tudi politike na področju socialne in tako naprej, da bodo te politike med sabo sinhronizirane. Zaradi tega, ker mi ugotavljamo, da poleg teh izpadov, če rečemo iz naslova davčnih olajšav, vsako ministrstvo ima še neke svoje ukrepe, ki so lahko komplementarni, lahko so celo nasprotujoči, jih plačuje za to, da jih izvaja in na koncu lahko ugotovimo, da se morda celo med samo nevtralizirajo. Tako da mi zdaj smo naredili nekako pregled vsega tega, pripravili nekaj izhodišča in jaz računam na eno dobro debato, ki se bo potem v naslednjih tednih izkristalizirala do te mere, da bomo vedeli, v katero smeriti. Je pa vedno odvisno, se pravi, kako bo končna zasnova neke take prenove, odvisno od tega, kaj bo nek družbeni konsens. Tudi predsednik vlade je že omenil, da bo treba priti do nekega družbenega dogovora. In to dejansko pomeni, kakšna so pričakovanja do te države, katere storitve naj nudi, v kakšnem obsegu. Zaradi tega, ker na podlagi tega bomo mi vedeli vsaj za glavne agregate, to so plače, pokojnine, rekli ste dolgotrajna oskrba, zdravstvo in tako naprej, obramba, ne nazadnje, šolstvo, kakšen delež te bodo v BDP-ju. Na ta način bomo na srednji do dolgi rok ocenili, koliko dejansko javnih sredstev se pričakuje, koliko se da prihraniti na račun optimizacije in koliko je treba potem narediti davčni zajem. Je pa treba vedeti, da nekateri agregati bojo sirili gor, ne glede na to, kaj naredimo. Jih zoptimiziramo, vendar prebivalstvo se stara, se pravi, za zdravstvene storitve bo verjetno moglo tako ali drugače v času več. Imamo dolgotrajno oskrbo, ki je tudi s tem povezana. Imamo potem pokojninski sistem, ki je tudi s tem povezan. Imamo povezano ne nazadnje tudi javni sektor, plače v javnem sektorju, ne zgolj z vidika plač, ampak števila zaposlenih, ker za storitve pomoči ljudem se povečuje. In če boste gledali, ne glede na vlado, tudi če je zatrjevala izjemno vehementno, kako bojo šli v vitko organizacijo, ko se sooči z dejstvi, ugotovi pa nekaj tisoč več zaposlenih, se konča praktično vsak mandat. In tu bo treba seveda preudarno nastopiti z nekimi analitičnimi podatki in se tega odgovorno lotiti.
Gospa Juvančič, prikimavate? Torej pomeni, da se strinjate s temi nekimi načelnimi usmeritvami? Tako, v velikem delu se strinjam in to, kar je gospod Božič prejle povedal, kar se tiče davčne reforme ali pa vseh ostalih reform. Mi zelo radi z vsako vlado spreminjamo vse, a ne? Jaz mislim, da rabimo tudi neko stabilno okolje in ko se bomo enkrat konsenzualno dogovorili, kakšna bo davčna reforma, da se potem to nekaj časa ohrani, ker, a veste, kako je s kapitalom pa investicijami v naši državi? Če investitorji vidijo, da morajo ves čas iskati neke razlage, se kapital zelo hitro preseli tudi drugam. Sama to opažam pri mladih in start-up podjetjih, ki dosežejo določeno količino prometa oziroma želijo določen kapital pridobiti, se zelo hitro preselijo v tujino. Mladi so še posebej otroci sveta in pač lahko delujejo praktično od koderkoli. Drugo, kar se pa tudi zelo strinjam, mislim, da naša družba potrebuje res celovit družbeni dogovor, da se podsistemi med sabo začnejo pogovarjati in da pridemo skupaj do nekega konsenza. Jaz se bojim, da smo imeli to nazadnje, ko smo se odločili za Evropsko unijo in za evro. Mi rabimo jasen fokus, seveda tudi potem jasne prioritete in cilje in da potem vsi skupaj to peljemo naprej. Sama pogosto rečem, da najlažje je sproducirati konflikt. Rešitve so veliko težje, ampak mislim, da je čas, da počas gremo v to smer. In kot je povedal gospod Božič, se je že dotaknil demografije. To, kar v Sloveniji velikokrat pozabljamo, demografska slika trenutno pri nas ni ugodna in zdaj smo v situaciji, ki so jo strokovnjaki napovedovali praktično 20 let. Prejšnji teden sem šla pogledati na statistični urad, leta 1954 se v Sloveniji rodilo 31.800 ljudi, še nekaj več. Medtem ko med leti 1995 in 2000, to so te, ki danes vstopajo na trg dela, so generacije okrog 18.000. Se pravi, baby boom generacija se nam upokojuje, priliv na trg dela je manjši. In ob vsem tem bi nam moralo biti zelo, zelo žal za vsakega mladega, ki se nam odseli v tujino in se nikoli ne vrne in da hkrati z zapletenimi postopki tudi ne znamo pritegniti tujih izobraženih strokovnjakov, ki bi mogoče delali za naša podjetja. Morate vedeti, da v Sloveniji se je od 90-ih do danes razvilo zelo, zelo veliko zelo uspešnih družinskih podjetij, ki danes delujejo na mednarodnem trgu in te tudi potrebujejo razvojne kadre za prihodnost. Če se navežem na demografske trende, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dejal, da bi pokojnine višal z dvigom prispevkov delodajalcev. Ali tudi vi, gospa Juvančič, menite, da je to zrelo za ustavno presojo, kot je ocenil ekonomist Matej Lahovnik? Tako bom rekla, pogosto spremljamo te izjave brez prisotnosti ministra za finance, ki je tukaj ključen. To je stvar izračunov. In če se bomo o reformah pogovarjali na tak poenostavljen populističen način, potem lahko tudi matematiko v šolstvu ukinemo. Vse, kar delamo pri reformah, je povezano s financami in izračuni in kaj si kot država lahko privoščimo. Mi vemo, da v Sloveniji so plače že nadpovprečno obremenjene, tako da si težko predstavljam, da bi šli tukaj v dodatne obremenitve. Vem pa, da so sistemi podfinancirani in da bo treba iskati neke rešitve. Še posebej ob vsem tem, kar so povedala glede demografije oba. Gospod Božič, se na finančnem ministrstvu torej s tem strinjate z višjimi prispevki za delodajalce in SPE? Zdaj, jaz ne vem, v kakšnem kontekstu je bilo to izrečeno. Dejstvo je, da vem, oziroma sem seznanjen, v njihovih načrtih, ki jih bodo jutri predstavili tudi na Brdu pri Kranju, glede pokojninske reforme. Ne vem, takšno reč se lahko uporabi tudi zgolj za, lahko rečemo, testiranje ali pa sidranje pozicij. Jaz se ne bi temu dal takega pomena, ker ko se gre v, se pravi, pokojninske spremembe, je pa to res izjemnega pomena soglasje socialnih partnerjev. Tu ti ne moreš takih stvari prejudicirati. Se pravi, tudi ko se pogovarjamo o pokojninskih spremembah, tam imaš sigurno 50-60 različnih tipov ukrepov, kako se tega lotiš. Dosti stvari bo odvisno, kako bomo mi vzpostavili sodelovanje, pogovarjamo se seveda že, ker lahko gremo tudi po drugi poti. Pa rečemo, se pravi, imamo, ne vem, izjemno ozko osnovo za obračun prispevkov pa za obračun dohodnine. Se pravi, a je tisto pot, o kateri razmišljamo? Ali je pot morda ta, da začnemo, se pravi, krepiti, ne vem, drugi, tretji steber, kaj se da tam narediti, kaj se da narediti z nekimi drugimi ukrepi. Tako da tu je toliko stvari na mizi, da je na eno stvar se izjemno težko odzvati, je pa dejstvo. Ugotavljamo, in to smo par let nazaj naredili tudi z OECD-em študijo, dobra analitična študija skupaj z ministrom za finance, v kateri se je ugotovilo, delo je preobremenjeno. Nizke plače, srednje
nizke, ne, srednje, že nekoliko, visoke, izjemno obremenjene. In tu govorimo predvsem o obremenitvi s socialnimi prispevki. In tukaj mi smo, če pogledamo primerjalno v Evropi, smo zmagovalci v tem smislu, koliko obremenjujemo. Z dohodnino smo bistveno nižje od povprečja, recimo tam nekje na polovici tistega, kar Evropska unija pobere, pri prispevkih pa znatno nad. Ne. In zdaj treba je te politike med sabo povezati, ugotoviti, zakaj se bo financiralo, kakšne cilje zasledujemo in potem, zakaj pa tudi cilje, ne, zaradi tega, da potem poveš, ali nekaj deluje ali ne. Ker če ne, lahko za vsako stvar poveš, ki se jo vedo, da deluje. Ne. Kar je pa spet politično veselje oziroma želja, ampak tu je pa treba biti, in to je tudi vloga Ministrstva za finance, da zahteva, se pravi, neko preglednost, cilje in tudi, da potem do teh pridemo. Sem nekako med vrsticami razumel, da niste najbolj naklonjeni višjim prispevkom. Izvolite, gospa Ivančič. Ja, če lahko s pokojninsko reformo, pa to se zelo navezuje tudi na zdravstveno in dolgotrajno oskrbo, ker gre za podobne socialne modele, ki funkcionirajo na principu neke vzajemnosti, potrebuješ mlade, zdrave, ki to financirajo in so potem uporabniki na starejša leta. Zato je tudi demografija tukaj ključnega pomena. Mi smo se s tem zelo veliko ukvarjali v akcijskem načrtu in smo analizirali, naredili primerjavo v Evropi in kar je zaskrbljujoče pri nas, recimo se zelo pozno vključujemo v zaposlitev, že v mladosti in zelo kmalu odhajamo z trga dela. Sem si zapisala nekaj številk, recimo od 15 do 29 let je pri nas 47% zaposlenih, v Nemčiji 60% in v Avstriji 62%. Ne? Pri starejših med 55 in 69 imamo pa tudi nizko delovno aktivnost, ker zelo hitro odhajamo, se upokojujemo oziroma imamo dolgotrajno brezposelnost zaradi raznih bolniških. In gospod je omenil OECD in tudi verjamem, da poznajo vso to problematiko zelo v globino. OECD je že zdavnaj dal priporočila, jih leta in leta ponavlja in ne potrebujemo odkrivati tople vode. Mi po eni strani žal, če nam je to všeč ali ne, bomo morali podaljšati delovno aktivnost, po drugi strani bo treba motivirati mlade, da prej začnejo s to svojo delovno aktivnostjo. Razmišljati je treba mogoče o dvojnem statusu upokojencev, da ko se že upokojijo, da lahko še vedno upravljajo določena dela. Potem poenostaviti vso administracijo, postopke, birokracijo, da bomo tudi kakšne izobražene tujce lahko pripeljali v našo državo. Skratka, da ves ta portfelj vplačnikov, če tako rečem, tudi malo pomladimo in okrepimo, ker na ta način bo tudi ministru za finance lažje. Ja, če bi bil tu Luka Mesec, bi verjetno zahtevali odgovore na ta vprašanja po posameznih točkah. Od vas tega seveda ne bomo, gospod Božič, ampak vendarle, če lahko malo tudi glede tega poveste, kar smo ravno kar slišali. Glejte, jaz še vedno mislim, da se pravi, kar pravi OECD, jaz bi vseeno povedal, tisto je bila analitična študija. Predlogi, ki so jih dali, niso bili pretehtani, ampak zgolj smeri razmišljanja. In dejstvo je, da če mi ne vemo, kam iti, je brez veze kogarkoli zunanjega to vprašati. Se pravi, ti, ko imaš razčiščene pojme, kaj boš delal in zakaj boš to delal, in ko to tudi skladiš seveda s socialnimi partnerji, to narediš, nasloniš se seveda tudi na tujino, kar se tiče ekspertize in tako naprej, tudi na domače strokovnjake. Zakaj? Mi smo majhna država in za take premike ti rabiš veliko kritično maso možganov. Tako preprosto je to. Se pravi, ti rabiš, če rečemo človeško procesno zmogljivost, da te stvari dobro domisliš, tudi dobro preračunaš in potem izpeljaš. Kje je pa zdaj ena zadeva? Mi se pogosto gledamo tudi skozi ene vidike malo stereotipov. Gospodarstvo gleda javni sektor, gospodarstvo in tako naprej. In ta razprava, recimo, ki je bila zdaj rečena glede starejšega prebivalstva, ki se prehitro pokojuje, to je izjemno kompleksna tema, za katero bi rad, da jo odpremo in jo razdelamo, ker toliko faktorjev, ko na to vpliva, je skoraj da neverjetno. Enega smo prej omenili, koliko vlagaš ti v zaposlene. Z vidika znanja, da so dolgoročno, se pravi, se počutijo potrebne, delati tam in sposobne. Druga zadeva, a imaš ti neko socialno varnostno okolje v tem smislu, da ni morda, predvsem za ženske v tisti starosti, je težava, ker začnejo skrbeti, predvsem ženske, za, se pravi, oslabele starše. In ne more si privoščiti tega, da še to dela. Ali pa za vnuke. Se pravi, in preprosto izgori, se umakne s trga dela. Se pravi, ugotoviti, kaj so tisti razlogi, da se nekdo umakne s trga dela in potem reagirati. Tudi pri delodajalcih. A so tista delovna mesta, včasih, če boste pogledali zgodovinsko, je bilo tako. Za mlade so delali določena delovna mesta, potem so bila pa določena delovna mesta, ki so bila malo rezervirana za, se pravi, starejše. Kot se pač ne počutijo več toliko tega delati, grejo nekaj drugega delati. So šli za vratarje, telefoniste, karkoli. Zdaj tega ni več. Ko pride do neke starosti, če ti nisi več primeren za to delo. Mislim, v kakšnem smislu? Vsaka družba, vsako podjetje, tudi vsako ministrstvo more na račun tega, da se družba stara, to predvideti in v karierne, se pravi, poti posameznikov to vnesti. Kaj pa mladi, ki se pozno vključujejo? Kaj pa ta težava?
Jaz mislim tako, pri mladih je večplastno to vprašanje. Zagotovo velja stimulirati, da čim prej pridejo na trg dela, čim prej začnejo delati, čim prej se pravi začnejo lahko potem reševati svoj stanovanjski problem, družino in tako naprej. In tako se krog, dajmo temu reči, obrne. Ne? In mi pogosto kaj naredimo? Vsako ministrstvo malo zase, pa vsak parcialni interesent predlaga neke predloge, tisto se spreme, smo navdušeni tistih nekaj tednov, ne? Potem pa nekako pozabimo na tisto širšo sliko. In jaz mislim, da ta prenova sistemov, ki je tudi bila napovedana, bo pripeljala, se pravi ta nekako holistični, horizontalni pristop, da dejansko bomo vedeli, zakaj delamo, koliko stane in kakšne rezultate bo prineslo. Napovedano je sicer leto reform, tudi zdravstvene. Gospod Božič, ali finančno ministrstvo že morda ima izračune, na kakšen način bi lahko ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Na tem si je zobe polomila že marsikatera koalicija, če tako rečem, da bi se to dejansko izšlo. In seveda, kaj bi to pomenilo za tiste, ki plačujemo zdravstvene prispevke in koristimo zdravstvene storitve, seveda, če do njih uspemo priti? Zdaj, to teže komentiram, je bolj vprašanje verjetno za ministra za zdravje v tem trenutku. Mi smo v stikih, so pa tu različne možnosti, scenariji. Jaz verjamem, da bo to tudi v naslednjih tednih, mesecih predstavljeno, kako si to predstavljajo. Mi pri tem seveda pomagamo, tvorno, kolikor se seveda da. Vidimo, da težave so, pri tem se ne gre zatiskati oči in pa računam, da bo v doglednem času tudi rešene v dobro vseh nas. To je 600 milijonov, v bistvu, ne, če bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Gospa Morda samo glavna reč, dosti se pogovarjamo o dopolnilnem, ne? Ja. Pozabljamo pa, koliko je velika blagajna na ZZZS-ju, ki je 4,5 milijarde, ne? Če postavi malo v perspektivo in na tak način pristopa tudi Ministrstvo za finance. Se pravi, pogledamo glavne agregate, te so, potem pa se ostale tudi naslavlja. No? Gospa Jovančič, kaj pravite na to? Odgovor gospoda Božiča je bil seveda zelo razumen. Treba imeti pravi fokus. Sicer je tako, kot ste sami povedali, ta ideja ima dolgo brado, izhaja že iz leta 2000 in takrat je bil obseg dopolnilnega zavarovanja bistveno manjši. Vmes smo imeli tudi bistveno večjo gospodarsko rast, pa se tega ni dalo izvesti, ker to je denar za storitve in tudi za plače zdravnikov. Se pravi, je treba najti nek nadomestni vir. 600 milijonov v vsej tej zdravstveni vreči ni toliko veliko, fokus bi moral biti tam v temelju, da so zadeve organizacijsko urejene. Če pa tako pavšalno govorimo o tem, moramo pa definitivno v neki točki imeti izračune in pripeljati do rešitve. Kaj to predstavlja? Kje so zdaj spet te novi viri, nove dodatne obremenitve? Tako da seveda bo tukaj treba delovati spet na ravni vlade, celovito Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z ministrom za finance. Seveda so finančni razlogi tudi tisti, ki so bili najbolj odločilni, da ta zadeva nikoli ni bila izpeljana. Ker mi se lahko o teh ukrepih pogovarjamo zelo populistično, lahko pa probamo verodostojno pokriti vse z izračuni zadej. In na nek način si v tej državi želim to, kar je gospod Božič povedal, da bi se vsi podsistemi povezali, začeli pogovarjati, uskladili neke glavne cilje in interese, ker v končni fazi smo vsi v tej državi v istem čovnu. In jaz na ta način pravzaprav ločem državniško politiko od estradne politike, če tako rečem. Estradna politika je, če živiš za popularnost danes na jutri, državniška pa je, če gledaš na dolgi rok. To pa žal pomeni, da je tudi kakšen ukrep, ki ni povsem popularen v nekem trenutku sprejet, bo pa, ne vem, v roku 2, 5, 10 let prinesel pozitivne učinke za vse. Ampak bistveno je, da se usedemo. Jaz ta koalicijski vrh zelo pozitivno sprejemam. Upam seveda, da bodo neke smiselne rešitve in da bo tudi pravzaprav cela država tukaj vključena v tem dialogu in da bo tudi poslušano gospodarstvo, ki tukaj tudi recimo, ko ste rekli, ko sva govorila o akcijskem načrtu, ta je bil narejen z akademsko sfero, z samimi strokovnjaki, politika mu je z veseljem prisluhnila in se je zelo z njim strinjala. Vključen je bil slovenski menedžment, skratka je tudi zelo kvaliteten dokument, ki že nakazuje določene smeri. In mislim, da je to edini način, da se povežemo in da si skupaj postavimo cilje in začnemo po tej poti Slovenijo peljati. Na kratko, prosim. Zgolj to, da to, kar so, tako kot so se lotili, se pravi sodelovanju z akademiki, priznanimi in še z marsikom, še sam sem bil v eni točki zraven vključen, to je tisti pristop, ki mislim, da
pelje k rezultatom. Ker pol se res lahko konkretno pogovarjamo, tako, ne na tak način, kot je bilo prej rečeno, ne se pravi, imaš dva tipa, ta estradniški, temu bi rekel jaz politikantstvo, imaš politiko. Politika je nekaj žlahtnega, to postaviš sistem, zato da prideš do nekih skupnih rešitev in tak pristop vsekakor velja pozdravljati. Ja, glede sprememb, ki ljudem niso všeč, je ponavadi tako, vsi pravijo, da jih je treba speljati v prvi polovici mandata vlade. Zdaj namen strani te vlade je bil izkazan, bomo videli, kaj bo postorjenega do konca leta. Za konec samo še vprašanje za vas, gospod Božič, ker gre za stvar, ki jo vi pokrivate vsebinsko. Zakon o finančni upravi bo po vetu Državnega sveta prihodnji teden spet na glasovanju v Državnem zboru. Koalicijski stranki SD in Levica še vedno ostro nasprotujeta določbi o možnosti tajnega sledenja in bosta pri tem vztrajali. Zakon pa zdaj za sprejetje potrebuje 46 glasov. Vemo, Gibanje Svoboda, ki pač edino to podpira, to spremembo podpira, jih ima 41, Golob pa samozavestno pravi, da bo zakon sprejet. Kako? Ali se ministrstvo o tem še dodatno pogaja? Besedila sicer ni mogoče več spremeniti. Kaj boste torej storili? Ali ste se že sprijaznili s tem, da bo zakon padel? Ne, jaz mislim, mi še vedno mislimo, da rešitev, ki je noter, je smiselna, razumna in potrebna, da to rabimo tudi v času, v katerem smo, oziroma finančna uprava. Pogovori potekajo in bomo videli na glasovanju. No, ampak pozicije so tu zelo jasne, gospod Božič. Levica, SD pravita ne, opozicija tako ali tako ne, Gibanje Svoboda ima 41 glasov. Ne more se iziti, če bodo vsi držali svojo besedo. Mislim, politika je bilo že večkrat rečeno, umetnost možnega. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Če zakon pade in vse kaže, da bo padel, boste šli v pripravo novega, brez te sporne določbe ali kaj drugega? Nismo še tam. Če bo do tega morebiti prišlo, se bomo tudi o tem mogli pogovoriti. Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Spoštovana gosta, najlepša hvala, da ste bila na N1 Slovenija, gospa Juvančič, gospod Božič. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o vseh sklepih, ki bo jutri na Brdu pri Kranju sprejela koalicija in seveda z njo tudi vlada, bomo sproti poročali na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.